Drugače pa, če računamo v končni fazi, glede na razmere v slovenski ekonomiji, v slovenski družbi kot taki, lahko z gotovostjo ocenjujemo, da je bilo poslovanje Lekarne Ljubljana uspešno v letu 2013, da so bili praktično plani, načrti in pogledi uresničeni in da imamo pravzaprav neko stabilno podlago za to, da smelo gledamo tudi v leto 2014. Verjetno veste, da tega rezultata, dokler Svet zavoda ne obravnava, ne smemo niti dati. Mi lahko govorimo samo o ceni prodaje. O ceni prodaje je že gospod povedal, imamo približno 108 milijonov ali dobrih 2% manj kot v letu 2013. Kar se tiče 12, kar se tiče grosista, je rezultat približno v prodajnem smislu slabih 60 milijonov in kar je približno 20-30% več kot v letu 2012. To so informacije, ki jih lahko danes damo. Moram reči, da poleg tega, da teh rezultatov še ni obravnaval Svet zavoda, je potrebno poudariti še nekaj, da mi v tem trenutku izračunavamo tudi to tretje plačno nesorazmerje, ki jih je treba ukalkulirati in izplačati na osnovi Virantovih idej in pa projektov iz preteklega obdobja, in pa, ki pa za nas pomeni, če gledamo realno, med 700 in 800 tisoč dodatnih stroškov, ki bodo seveda tudi temu ustrezno balansirali rezultat Lekarne Ljubljana. Toliko bi jaz povedal o rezultatu, ne smemo vse razumeti.